povem nekaj, po noči ob pol 2 zjutraj se zbudim in mi je slabo in zakaj mi ni slabo? Meni tako nikoli ni slabo, res zelo redko kdaj. Tako ležim in ugotavljam, a moram jaz iti bruhati ali ne. In takoj, ko sem vstala, ko sem začela hoditi proti WC-ju, sorry, če to malo triggering, sem čutila, ko se mi slina v ustih nabira in pol pač sem vrgla vse ven, kar sem prej pojedla. V glavnem, nič mi ni bilo jasno. In pol sem bila malo boljš, pol sem pojedla pol banane, pa malo vode sem spila, pa se uležem nazaj, pa čez 1,5 ure je spet isto. Tako da sem se odvrgla, ampak vsaj ta banana mi je pomagala, da ni bilo kislosti v mojem grlu, ko je to najhujše, ko bruhaš. Pa recimo prebavamo pa čisto v redu. Počutim se cool zdaj, sam čutim, da se pač glede hrane se mi ne lušta nič slanega. Kar je zelo čudno za mene, ker imam ful rada slano hrano, zelo ful bolj ko pa sladko, ampak sem si danes naredila jogurt, banano pa te ovseno granolo. Prav ne vem, za kosilo jedla, po mojem si bom šla kako štručko kupiti. Sirovo, to mi še gre, tako ko pomislim, da bi to jedla, mi je okej. Karkoli jajca, meso mi je kar ali pa nič konkretnega, moč kak skir si kupim. Prisežem, da vedno, ko imam fraj dan, se mi nekaj zgodi. Ali dobim menstruacijo, ali dobim vročino, zbolim, ali imam to pač želočne težave, pač ali imam en fraj dan, ko se počutim dobro, pač res. Ta teden imam samo en fraj dan in to je danes. In po drugi strani sem pa še dobro, da se s tem ne rabim ukvarjati, ko bom za delati, sem po drugi strani pa fraj dan. Ampak it's okay. Gremo zdaj narediti jogurt pa kavo, Mika se igra kit. In pol bom brala, malo sem že YouTube gledala, tam začenjam novo knjigo. V prejšnjem vlogu me je od vas vprašala, Karinka, imaš na YouTube nickname, v glavnem, če pogrešam kaj stari kafe avtomat in ker pač pri tem je malo več dela. In sem hodila samo tako pokomentirati zato, ker o tem vedno jaz govorim. Govorim o tem, da moraš romantizirati proces, da moraš uživati v procesu in tako naprej. Sej verjamem, da ni to za vsakega, včasih rabiš eno hitro kavo in se ti res ne da s tem ukvarjati, ampak jaz sem ful taka, da jaz sem glih zato hodila ta avtomat imeti, ker ima cel proces. Čeprav je ta, v bistvu bom rekla, polautomatski, ker ima to za mlet kavo že not, ta temper, da stisneš, ima že not, tehnico ima že not, tako da ni ta tipični espresso avtomat, ko moraš vse sam delati. Tako da v bistvu meni se ne zdi toliko dela, ampak ja, sigurno je bolj več dela, ko pa sam pritisniti gumb. In jaz vedno govorim, uživajte v procesu, ne se izogibati procesa, ni treba vse v življenju optimizirati, zaradi tega smo tek pod pritiskom skozi, pa tesnobni, pa samo briga nas za rezultat in tako naprej. Pa ne govorim zdaj v kavnem avtomatu, nasploh v stvareh govorim, kako ta optimizacija življenja nas v bistvu, namesto da bi nam prihranila čas, nas samo še bolj pod pritisk da, ker je vse bolj hiter. Puzli so recimo pri meni tak dober primer tega je, da jaz ful uživam v sestavljanju puzlov in na koncu ja, saj sem vesela, da sem končala, sem pa jaz to podrem pa dam stran, pač sploh mi ni važen toliko ta rezultat in se mi zdi, da bi mogli z večjimi stvarmi v življenju imeti tak odnos in ne se izogibati teh stvari, ko nas v bistvu srečujejo zato, da prišparamo cajt, zato, da boš pol scrollu po TikToku, recimo. In jaz sem si ful želela imeti ta cel proces od kave, ker ful rada kav pijem, ful rada si šalčko izberem in zdaj imam pa še več korakov k temu. Seveda, ni to za vsakega. Drugače pa obstajajo tudi drugi kavni aparati, ki so malo bolj podobni te espresso kavi, torej sveži kavi, da ti zmleje kavna zrna in vse to. In ti sam pritisneš gumb, pa je dobro. Ker ono, kar sem jaz primela, je pač na te, ne kapsule, ampak jaz sem imela take blazinice, podobno recimo kapsulam. Kava je bila v redu, sam logično ni bil espresso, ampak ja. Teda, dajmo zdaj narediti kavo.
se odločila, da si naredim polento, ker ne vem, kaj ni druga jem. Pol si bom ziher šla po kako štručko, ampak moram zdaj jesti, ker sem ful lačna. Tako da daš si 1 merico tega, pol pa 2 merici vode. Oziroma 3, pardon. Seveda metlico za miksati. Bom počakala, da se malo hladi, pol bom pa mleko čez ulila, tako jaz jem polento. Že ful cajta si želim narediti sončni čaj, san ti, ko ga v bistvu daš na sonce. In pol toplota sonca v bistvu naredi čaj. Nekako mi zadnje cajte ne uspe, ali nimam cajta, ali je bilo oblačno. Zdaj sicer neki sonce je, pa ga ni, ampak bom vseeno naredila, preden da mi začimbe zgnijejo, ker mi je mama dala meto, pa limonino meliso, tako da moram porabiti. Sem si pa tudi kupila ta ledeni čaj, tako da tudi če bo zdaj ful vroče, ni panike, ker je prav ta namenjen ledenemu čaju. Bom pa uporabila ta velik stekleni kozarc, ki sem ga tudi splaknala, tako da je malo še meglen, ga bom dali na sonce. To je približno 4 litre, tako da bom dala 4 do 5 teh vrečkic, po moje kar 5. Ostalo bo pa itak še okus od začimb. To je meta. Imamo pa tukaj limonino meliso. Ima take bolj drobne liste, tako da bom po moje kar te cele palčke nadala. Kako to diši. V bistvu tudi, če ne bi imela čaja, bi lahko s tem v bistvu naredila ta čaj, ker ima to toliko arome pa diši. Skoro v bistvu bi reči, da je malo več melise, kot pa mete, ker meta je kar močna, tako da se da bo to dost. Zdaj pa še limono. Ne bom niti soka stisnila, ampak bom samo te rezine limone dala, da nadplavajo. Solata je končana. Tako da bom vzel ta velik teglic, dala basiliko, verjetno peteršilj. Brat je na temu je naročil to, da daš na flašo in imaš pa v bistvu šprico. Zdaj pa reč sproba. Ok, dajmo še to melono narezati.
Ej, Silivili, ej, Silivili. O, Bibi, bu, 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 bu. O, kako smo košmati, poglej to, oh my god. Sem tako mala, da tega sploh vidim, ne ponavadi. O, o, kaj se dogaja? Oh my god, Mimi, kaj imaš ti tu tako kosmatijo, ej? Ej, čistim ti, Miki, no. Pusti, da ti počistim, Lejo. Lejo, silly girl. Silly Billy moj, silly Billy. Ti si taki silly. Glej, kako boljš je. Idzie. Gremo v trgovino, ker ranni kruh, nič, kar mi paše, nimam doma. Evo, to mi je zadišalo. Sirovka pa krosant z pistacijo. Bom videla, ko bom pojedla česa, mogoče pol. Sem si pa mogla to kupiti, ker je bilo 16 evrov samo in sicer ta gramofonska plošča, lahko narediš tudi retro radio pa mikrofon sam, ja. Tako da, to sem že nekaj cajta gledala, zdaj je bilo pa 16 evrov v Sparu in sem rekla, moram si vzeti, ker bom imela za eno posebno priložnost, vam bom še povedala. Luštalo se mi je vaflo, tako da bomo zdaj to naredili. V bistvu vse tako malo bolj na oko delam, tako da kak recept je po moje na internetu, če napišeš sam vafli. Evo, si bom naredila tak Snickers waffle, torej malo arašidovega masla. Seveda natelike. To bo to, kar se tiče namazov. Ni najbolj enakomerno in lepo, ampak ni važno. Tukaj pa še banane na vrh. Ta dva bo za jutr, oziroma bom videla, kako se počutim, ko ta dva pojem.
ko sem že večkrat omenila, akvareli oziroma vodene barvice meni ne najbolj ležijo in nimam toliko izkušenj z njimi. In čeprav sem študirala likovno pedagogiko, to ne pomeni, da zdaj jaz vse znam, da sem dobra vsem. Tudi napake delam, včasih sliko kako opustim, pa rečem, ne, to mi ne gre. Ali pa na novo začnem, tako recimo to sliko sem že delala, pa mi sploh ni bilo všeč, ker se nisem pravilno lotila. Bi mogla najprej ozadje narediti, pa pol vse ostalo, jaz sem pa obratno naredila. In ja, mi ni bilo všeč in sem začela znova. In ena stvar, ki sem se jo pred kratkim naučila, je, da niti treba vsemu biti dober. Cel point je proces, kot sem govorila že prej v videu. Včasih je dobro, da se moramo kaj na novo naučiti, sploh ko smo starejši, je treba trenirati možgane in to pač izziv. Malo te tudi na realna tla postavi, da ni se, kar se lotiš, vedno ful dobro in da traja, a ne? Da se nekaj naučiš in da je dobro, da se učimo. Tako mišice je treba tudi možgane trenirati, zato da bojo čim dlje uporabni funkcionirali. Nažalost nisem posnela, kako sem zvezdo naslikala, ni še čisto gotova, ampak ja, ful mi je všeč ta kontrast, ta vodeni look. No, samo hodila sem reči, ne se bati biti slabi v nečemer, kar ste šele začeli. Ene take hitre testenine z burato sem si naredila. Dober tik! Torej, jutro imamo 7 let obletnice streamanja in sem šla malo tedaj nakupiti balone pa te stvari, tako da bomo zdaj to pripravili, ker jutri začnemo ob 10 zjutraj in si moram še glavo prati in tako naprej, tako da se nočem jutri s tem ukvarjati. Da vam pokažem, kaj sem kupila. Sem kupila tako stojalo za balone. Lahko pač tako postaviš. Te bojo navadni brez helija in bojo pač tako stali in je ful dobro, ker lahko daš te navadne balone, ker tako veste, da navadni baloni s helijem niso najboljš, ne zdrži helija. Pa imam tukaj to sedenko, ko se v bistvu prške lučka. Gremo kar provati v bistvu. A ja, spreminja se gore. Dobro. Tukaj sem kupila 2 balona, seveda številka 7, pa en srček. Sem pa kupila še te trikotnike, ko že imam ene, ampak sem kupila še dvojne, zato ker bi ene imela v kuhinji, ene tu. Pa pol letos imamo rojstne dneve, tako da bomo še ziher porabili. Pol pa za pihanje svečke imam te svečke 7, pa te pastelne zavite sveče. V bistvu bom naredila breskvin crumble namesto apple crumble, torej drobljenec iz breskev. To bo moja torta. Kjer ogrom balon, jaz ne morem. Čudovito. To je to od helija, se čudim, da ga ni zmanjkalo. Ker je kulska ideja, bo sploh ne rabiš helija. Jaz sem se zrihtala, vem, da mogoče nima smisla, kako so stvari postavljene, ampak jaz gledam, da bo na kameri čim bolj vse vidno. Tako da imam zdaj tu čiste perspektive, tukaj. Ta balon, oni baloni, to bom jaz sedela seveda, to sem jaz. Ta balon pa zdaj se suče, ker je ventilator prižgan. V zadnji te konfeti, pač ja, ful se dogaja, ker hočem, da se ful dogaja. Bolj sem pa še v kuhinji dala to, moram zdaj še posodo spraviti. Razmišljam, da bi mogoče oni šampanc, ko se tako ne vidi tam zadnji, poleg tega tu se že dosti dogaja, ne rabim še en balon. Da bi dala ti šampanc sem, ker bomo tudi v kuhinji. Mislim, da bom to naredila. Sem to še prestavim, pa se grem posode lotiti, pomiti pa spat. Happy 7th years, guys. Make a streaming wish.
Upam, da me vidite, malo čuden kot je, ampak sem rekla medtem, ko gnetem, da se vam javim. Včeraj praznovala 7 let prenašanja živ na Twitchu in sem imela 12-urni prenos v živo, ki se je zavlekel na 13 ur. Ful je bilo fajn in ful je hitro minilo, neverjetno si misliš, toliko ur ni šans, ampak tega dobro smo praznali. Zdaj pa, končno sem se malo naspala, seveda od vsega navdušenja nisem mogla iti spat in sem šele nekaj čez 2 zaspala, kar je meni čisto zdaj prepozno, ker sem navajena vsaj do polnoči zaspat. No in sem spala do 9:30. Danes bo se tako bolj na easy sigurno, ob 3 imam spet prenos v živo, ampak ja, ura je že po 12 se mi zdi. Kruha nimam in jaz sem lačna in sem šla v pekarno, je bila zaprta in smo, očitno moram kruh narediti. In zdaj v bistvu delam angleške mafine, ker so pač tudi lahko jih pol dam v airfryer in ne, cele pečice grem. Sicer jih še nisem da v airfryerju delala, ampak mislim, da bo cool. Airfryerju, če primerjaš s pečico, moraš dati vedno malenkost manj mogoče temperaturo za določene stvari, pa je 15 Celzij manj. Torej, če je recept 180, naredi na 165. Quick maths. Tako da, ja, pač. Zdaj kruh delam. Ta teden sem šla 4-krat v fitness, sicer enkrat niso bile vaje za moč, ampak kardio, ker menstruacija. Ampak je vseeno bilo cool in razmišljam, da bi zdaj mogoče naredila zgornji del telesa, ki bi ga mogla danes v fitnessu narediti doma, da naredim neke vaje za roke pa hrbet. Bomo videli, no. Če pa ne, ker je bil uspešen ta teden, glede miganja tudi. Pa Miki se je rada posvetila, ker je včeraj bila zapostavljena, spala je, pridna je bila. Boljš, če bi tudi na to naredila. Sem že napackala. Potem, ko testo vzhaja, bom naredila mlečne murke. Domače murke imajo malenkost bolj debele olupe in te špicam, tako da jaz samo malenkost olupim, malo pa tudi pustim, pa zdaj, če kak špicka, tako z nožem dodujem. Bomo pa danes probali mojo novo mašino. Mandolino. To sem v pepku topla. Zato bomo verjetno rabili eno navadno rezilo. Zaenkrat ne bom uporabila tega zgornjega dela, ker imam še veliko murkov, pa ko bo šla proti koncu, bom uporabila ta del, da se ne porežem. Zdaj bom pa dala to not, pa ta nastavek. Pršček. Evo, testo je zraslo 2-krat, tako da bomo zdaj popovaljali in oblikovali mafine. Tu bom pa že pripravila semolino, da jih pol not namočim, preden jih dam peč, še prej pa, ja, moram zrolati.
Evo, 3 minute na vsaki strani pokrito. Zdaj gre pa za 6 do 8 minut v pečico oziroma airfryer. Trojko. Asinar, kako zmagali bojo. Prihodnost košarke je dobra, Mika, kaj praviš? Evo, konc je prenašanje v živo. Gledam finale nogometa. Tukaj je finale Eurobasketa U20. Slovenija je zmagala. In to tako konkretno, ful dobro. Zdaj si bom pa naredila, pozabila sem, da sem si to kupila. Te camembert pohan sir, ko ima treba še neko omakico, tako da bomo dali v airfryer. Ne vse, ampak ene par, ali imam čipsa tu, v glavnem, ali je zmešnjava. Ne pospraviti, ampak ne še zdaj. Teda, športno dogajanje. Ful večje, ko sem mislila, da bo. Še omaka marelična sem nam, če bi jaz to zraven jedla. To je reš na kruhu z maslom jedla. Pozabila sem posnet, preden da sem prerezala. Ful je dobro. Malo imam majoneze, kečapa zraven, pa izotonike nekje, kje sem ga zgubila. Grem zdaj tekmo gled naprej. Danes pa za spremembo jem nekaj sladkega. Hodila sem si narediti jajca čez, ampak nimam nobene slanine, salam. Nisem pa hodila sem kremni sir pa jajce med na oko čez. Teda ja, to je to, meni cute. Evo, spet se začenja en kar poln, vsega poln teden, predvsem dela. In moram reči, da sem ponedeljek malo počasi začela nekaj Spala sem bolj dolgo, ker zdaj 2 dni nisem dospala, pa in res se je pač ful dogajalo, ful cajta sem preživela na tem prenosu v živo in sem mogla malo nadoknaditi. Tako da sem se malo bolj pozno zbudila, ampak sem pa vsaj naspana, ker sem ful vesela. Tudi tak po počutju sem tak malo meh, ne vem, kar tak nekaj. Kar je čisto okej. Zdaj sem pa malo YouTube videe gledala in delala to vezenje in se mi zdi, da kakor pač bi bilo bolj produktivno delati kaj drugega, pa iti v fitness in tako naprej, sem to rabila in ful se počutim tudi malo inspirirano, ful sem nekih idej si zapisala za snemanje, ker bi ful rada začela nazaj snemati angleške videe. Ne bojo mogoče glih vlogi, taki kot so tu, ampak malo drugače. Se mi zdi, da tudi na tem kanalu, pač jaz ful rada delam vloge, zato ker se mi zdi, da sem navajena to delati. Pač vedno imaš kaj za snemati in pač ja, tudi vi uživate v tem. Pol imam pa včasih kakšne ideje, ko bi jih rada realizirala, pa se bojim tukaj objaviti, zato ker vem, da pač večina ljudi ni tukaj za neke nišne zadeve. Vem, da bi tisti videi verjetno malo slabš performali na YouTube, torej imeli manj ogledov, kar vem, da ni to pomembno, ampak vseeno pač moraš nek algoritem ujeti, ne, pa moraš imeti neko rdečo nit, tako da glede na to, da je moj angleški YouTube kanal tako malo mrtev, tudi monetizacije nimam več, torej nimam oglasov, ne zaslužim s tistim YouTube kanalom, kar mene to ne zdaj uvira, ampak čutim, da imam neko kreativno žilico v sebi, ko bi jo rada dala ven, ne glede na to, imamo od tega dobim denar ali oglase, ampak ful bi rada neke stvari posnela in jih objavila, tudi od tega nimam nič. Bi imela kot nek hobi, ne? Saj tudi to je moj hobi, ampak vseeno včasih si malo omejen, ker konec koncev moraš vseeno račune plačati, ne? Tako da zdaj ful imam nekih idej za angleški YouTube kanal, tako da bomo videli, kdaj to realiziram. Ponavadi ne rada govorim, kaj bom naredila, ampak reš naredim, pa pol povem sam. Se rada pogovarjam tako z vami. Tako da hočem reči, da danes sem vesela, da sem sebe poslušala. A veš, ko reče, da je boljš med slan zajtrk po, ne vem, beljakovin in tega, ko pa sladek, ki ti sam še nabije v bistvu levelje sladkorja. In polkar naenkrat pade ta energija in točno tako se zdaj počutim. Pač ja, jaz sem navajena jesti jajca in slan zajtrk in se zdaj počutim, kot da ne rešla spat, pa sem dospala, kavo sem pila vse, tako da
niso sladki zajtrki za mene. Lahko jem nekaj sladkega potem, kar sem pojedla, ampak da pa začnem sladkim zajtrkom, prav čutim, kako sem cela taka cotava sem. Ne glede na vse bom zdaj potelovadila zgornji del telesa doma. Jaz ful najrada telovadim doma, pač to ni za mene. Jaz moram biti v okolju, ker se telovadi in fitness mi res pač čisto sem polo vklopljena v to, kar delam in ja. Ampak nočem vseeno danes pač preskočiti telovadbo in si bom dala na YouTube nekaj za zgornji del telesa. Imam pa uteži, imam 3 kilske, mislim, da pa 5 kilske. Tako da, tevo. Poglejte to španko. Dobro. Ko me gleda. Moram reči, da me je to kar malo zbudilo, čeprav pač z manj kilami delam, ko pa recimo v fitnessu, vseeno na malo drugačne ponovitve so, drugačne vaje so in včasih je fajn malo zamenjati stvari, da šokiraš svoje mišice, ali da povišaš težo, ali pa da delaš druge vaje, ali pa da narediš več ponovitev, kakorkoli. Torej progressive overload in mi je prav malo pasalo to. Ne vem, kaj bom danes jedla, nič nisem vzela iz mrzovalnika. Imam pa one nudle, yakisoba, pa bi si naredila ta tofu. Tako da verjetno bom kaj od tega. Ful imam rada kimči, ampak tako kislo zele, ko odpreš glaš ali pa kjerkoli imaš to shranjeno, smrdi, kot da je en glih kar pline spuščal. Tofu je narejen, tukaj imam pripravljeno za te yakisoba nudle, ki jih zdaj nam če vam lahko pokažem, v Sparu kupim, a vola. Torej, na vrh bom dala jajce, to, pa kimči bom zraven jedla. Nisem še ful lačna, tako da si bom najprej make-up naredila, pa bom pol jedla. 3:30, ok, glih pol ure imam, da se spravim, oziroma malo manj, itak se v 10 minutah. Tu se jaz od vas poslavljam, upam, da ste uživali. Če vam ni več, vas prosim, da lajkate ta video, pa če imate možnost na telefonu, da izrazite navdušenje, to mi ful pomaga in lahko še naprej delam to, kar delam. Me pa zanima, kdo je prišel čisto do konca, tako da tisti, ko ste, dajte komentirati en emoji oceana, ali je to val, riba,
hobotnica, karkoli najdete. Tako da ja. Dobro, vidite se fajn. Čau! Missing someone